Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je za četrtek sklical novinarsko konferenco, na kateri je komentiral dogajanje na 6. redni seji občinskega sveta. Med drugim je predstavil svoje stališče do problematike vetrnih elektrarn na Pohorju. Zdaj mi smo to točko spet uvrstili na občinski svet, dokaj so se ne zgodile nekateri dogodki. Veste, da je bil sprejet ta nov zakon o umeščanju teh elektrarn v prostor, se pravi vetrništvo fotovoltaike, in je seveda prinesel neke spremembe glede na sprejete akte, ki jih mi pri nas imamo. Te stvari smo dodatno pojasnjevali, ker so spremembe, ko se tega umeščanja tiče, in na nek način izriva ta zakon lokalno skupnost iz samega postopka odločanja. Čeprav jaz mislim, da če se držijo res predpisov, še vedno je treba peljati postopke, da je javnost vključena. Zdaj druga stvar je recimo zahteve civilne iniciative, ki so več čas prisotne, ki se pač bori za ohranitev Pohorja. In tretja stvar so seveda tudi, pa vsaj en zbor krajevne krajevne skupnosti Tinje, ki je že bil, tam so tudi postavili določene zahteve. In na podlagi seveda vsega tega so mi oblikovali te sklepe. Zdaj prva dva sta v bistvu na nek način seznanitev, vendar govorite o seznanitvi glede na spremembo zakonodaje, če ste pogledali po te materije. Zdaj materija je dosti zahtevna, nisem bil strokovnjak z tega področja, da bi vam tudi detaljno razlagal. Dočim tretji sklep in potem še tisti dodatni sklep sta pa šla v tej smeri, da se poziva pristojno ministrstvo, da ne ustavi vse postopke, dokler ne se te stvari postavijo nek normalni okvir. V bistvu, da pač ustavijo ti postopke. Mi smo povabili na sejo pravzaprav vse akterje, ki so udeleženi pri tem. Zdaj obe dve ministrstvi sta se spet upravičili, ni bilo nikogar, čeprav mislim, da je bilo prav, da bi prišli. Nenazadnje eno od ministrstva pokriva energetiko, je bilo pripravljalo zakon, bi lahko te stvari pojasnjevali pa tolmačili, z vidika novega zakona recimo. Drugo ministrstvo je pa tisto, ki pravzaprav vodi postopek, zato ker se integralni postopek tudi na ministrstvo za naravne vire. Zdaj jaz v tem trenutku pač ne vem, kako se bodo stvari odvijale naprej. Je pa res, da mi absolutno bomo te zadeve pač spremljali in se tudi ustrezno dejansko odzivali. Kar pa mene najbolj moti, pa mislim, da se to tudi pokazalo včeraj na seji. Če ste zasvetovali sprejetje sklepov, ni sicer dosti soglasno, mislim, da je sta jedna ali dva bila proti, ampak absolutno velika večina je pa bila seveda za sklepe, predvsem tudi zaradi tega, ker govorimo o načinu, kako se stvari dejansko peljejo. Ker vi veste, tudi iz prejšnjih sklepov, da pač mi zahtevamo, da se spoštuje zakonodaja, kar pomeni še zdaj, tudi po spremembe tega zakona, bi morala po našem mnenju, da se to stvari izgradiva, se peljati postopek po državnem prostorskem načrtu. Tam v tem postopku seveda bi bili v ta proces vključeni aktivno vsi akterji, ki imajo kaj na tem reči. Se pravi, na eni strani je res stroka, na drugi strani pa seveda tudi prizadeta okolje.